Raziskujemo oddaljene otoke brez hrane. Cilj je ujeti in skuhati le tisto, kar najdemo. Srečujemo smrtonosne živali in mojo novo psičko vržemo v divjino, da vidimo, ali lahko preživi. In vse to se začne zdaj. Tami, poglej Frod zdaj. Pripravljeni smo na eno izmed najbolj norih dogodivščin danes, fantje. Vozili se bomo okoli tega norega otoka, tik za menoj, s tem vodnim skuterjem, fantje, da vidimo, ali lahko ujamemo in skuhamo kakšno lepo ribo. Froh še nikoli ni jedla sveže ribe in danes je pripravljena na pustolovščino. Ima pripravljeno svojo ribiški klobuček in tudi svojo majhno obleko s plavutjo morskega psa tukaj. Stara je komaj 9,5 tednov, tako se še vedno uči plavati in smo na enem izmed najbolj kul krajev sploh. Upam, da bomo naleteli na kakšne res kul živali, ujeli kakšno ribo za kasnejše kuhanje in imeli en noro dober dan. Gremo, froti! Čas je, da začnemo z avanturo, fantje, in vidimo, kaj lahko najdemo. Že je notri, pripravljena je za akcijo. Zaženi! Pred nami imamo cel kup plitvin, kjer mislim, da bomo lahko našli kakšne nore živali. Še nikoli ni videla sketa, ali želve, ali česa podobnega. Torej, froti, fant, si pripravljen, si navdušen? Mislim, da je navdušena. Začeli bomo potovati ob obali in videli, kaj lahko najdemo. Držimo pesti, da bomo, ko pridemo do konca tega otoka, lahko skočili v vodo in ujeli kaj za večerjo. Voda je zelo, zelo plitva, tako da lahko dejansko opazimo živali. In mislim, da sem morda pravkar opazil želvo tukaj zgoraj. Prva želva sploh. Si pripravljen? Poglej jo. Frod, tukaj. To je tvoja prva želva. Poglej ga tukaj. Ga vidiš? Poglej ga tam. Je dobro? Bilo je dobro. Prav, Frod, prvič kažemo želvo. Prijatelj, teh ne smeš jesti, zato ostani na vodnem skuterju. Ogromna želva, prijatelj. Poglej to. Juhu! Poskušam iti samo ob njej. Nočem je prestrašiti. Nočem, da misli, da sem plenilec. Tukaj je. Velika punca. To je neverjetno. Ena je tukaj, druga pa tukaj. Poglej to. Ogromne želve. Poglej tisto. Samo pluje. Kar te želve v resnici počnejo, je to, da pridejo sem in se parijo. In te želve bodo dejansko prišle na ta plažo in odložile vsa svoja jajca točno tja, kjer so se rodile, se tudi vrnejo. To je noro, kot da imajo v glavi nekakšen mentalni kompas. Lahko se vrnejo naravnost na točno isto mesto. Jaz zjutraj še svojih spodnic ne najdem, oni pa nekako najdejo kraj, kjer so se rodili. To je res noro. Verjetno je več razlogov, zakaj so želve tukaj. Prvič, lahko da gnezdijo ali pa so tukaj ogromna polja morske trave, kamor pridejo in se prehranjujejo z vso to travo in podobnim. Frut je trenutno malo prestrašena, ampak ji gre kar dobro. Pri 9,5 tednih si verjetno videla več kot večina ljudi. V življenju boš videla še marsikaj divjega, froti, zato se pripravi na to. Naš cilj danes je videti, ali lahko ujamemo kakšno ribo, ki jo bomo kasneje lahko pripravili. Želimo, da Frod doživi čim več različnih živali, prav tako pa želimo videti, kaj še lahko najdemo in pokažemo Frod. To je ena od njenih prvih norih dogodivščin. Torej, hej Frod, poglej to, imamo sket. Juhu! Poglej to. Opa! Juhu! Fantje, tukaj imamo ogromnega skatovca. Kar tam zgoraj v plitvini. Frod mi je zdaj ukradel sedež. Počakaj, to je moj sedež. Zadnjih nekaj dni smo imeli veliko dežja. Vsa voda odteka iz notranjosti in ustvari ves ta sediment in umazanijo v vodi. Odpravili se bomo proti temu velikemu skalnatemu rtu. Upam, da bomo našli kakšno lepo modro vodo, tisto električno modro vodo. To iščemo. Poglejmo, če lahko ujamemo morda jastoga, kakšno ribo. Tukaj spodaj imamo opremo za podvodni ribolov. Skočili bomo v vodo. Imamo ekipo, imamo Frota, imamo Hukija, ta pravega, danes pomaga pri snemanju. In imamo noro izkušnjo. Izgubljam razum. Pred nami je jata lignjev, fantje. Počasi bom poskušal slediti. Poskusili bomo natakniti vabo za lignje in videti, če jih lahko ujamemo. Videti so kot veliki listi v vodi. Vado jih je že prestrašil. Dobesedno sem pozabil na vabo za lignje. Vse drugo imam. Všeč so mi majhne popr vabe, majhne laser lils in podobne stvari. Ampak nimam vabe za lignje. Frod, oprosti. Danes za večerjo ne bomo jedli lignjev. Razmišljam, da bi skočil v vodo z masko in poskusil ustreliti enega, ker nimam nobene vabe za lignje. Ampak mislim, da imam več možnosti, da osvojim Margot Robbie, kot da zdaj ustrelim enega od teh, ker takoj, ko se jim približam, dobesedno samo izginejo. Ne vem, mogoče pa poskusimo. Mogoče mi nekako uspe. Imamo nekaj morskih psov.
O, veliki morski psi! Imamo morskega psa pred nami, poglej to! O, wow, človek! Ogromen lopatasti morski pes. Poglej ga tam. In potencialna lignja tukaj. Skočil bom v vodo tukaj, počasi ga bom poskušal prestrašiti, da vidim, če lahko enega od njiju zadenem. Gremo. Frot, dobesedno. Froti je dobesedno skočil z vodnega skuterja, ko sem šel iskat lignja. Fant! Lahko naredimo kamere. Fantje, imeli smo lignje, a smo jih prestrašili, potem pa je Frot skočil z skuterja. Začela je plavati proti meni, danes jo poskušamo naučiti, fantje, da ostane na vodnem skuterju, medtem ko jaz potapljam. Ne uči se prav hitro. Morali jo bomo še malo bolj naučiti. Zdaj izgledaš kot premočen mali podganček. Prav, spravimo jo na ta prekleti skuter. Mislim, da teh lignjev ne bom ujel, fantje. Prekleto, veste, več možnosti imam, da dobim Margo Robbie. Nadaljevali bomo ob obali. Gremo v povsem novo območje. In upam, da bo Froti dejansko ostala na skuterju. Moraš se naučiti, prijatelj. Moraš se naučiti. To je bilo res neverjetno, človek. Videli smo toliko kul stvari. Na koncu nismo dobili ničesar. Klasika. Zapeljali se bomo še malo dlje ob obali. Ne moramo res vzeti nobenih skejtov ali morskih psov ali česa takega. Vem, da si veliko vas želi, da bi ubil morske pse, ampak še nisem čisto na dnu, fantje. Gremo pogledat, če lahko najdemo kakšno dobro ribo. Upam, da danes na navaden trnek ujamemo pravega pošastnega primerka. Poglej pogoja, človek. Ja, stari, fantje, ta stvar je res pošastna. Poglej jo, poglej to skatovko. Kaj? Skor se lahko dotakneš, stari. Se hecaš? Ta stvar je ogromna. Stari, predstavljaj si, da skočim na njo in jo samo zgrabim kot psa. Pravzaprav me mika, ampak to je noro, človek. Poglej ga. Samo plava tukaj po plitvini. Hrani se na teh peščenih plitvinah. Dejansko zarine gobec v lukne in izčrpa vse kozice, rake in vse ostalo na teh ploskvah. In tako se v bistvu prehranjujejo. Zdaj bomo pustili gospoda Skata za sabo. Se vidimo, prijatelj. Tukajle je nekaj dogajanja na gladini. O, dajno. O, ja. Jaz tudi, ja. Da. V redu, da. O, ne, izgubili smo ga. Prekleto. O, dejno. Poglej vse te ribe tukaj. Tukaj. Wow. Poglej vse te. O, so že na njem. O, ja. O, zgubil sem ga. Poglej jih. Sledijo mu naravnost noter. Prav, ravno sem malo metal s to majhno kovinsko vabo, nekaj je prijelo, mislim, da je bil majhen Taylor. In sem ga ravno snel s trnka. Prav, povsod so dobesedno Taylori. Ga vidiš tukaj? Zagotovo prijemajo. O, ja, so že na tem. Ja, imam ga. Da. Daj, lepotec. O, dobesedno jih je na stotine. O, bolanje. Glej, ima prijatelja s seboj. Zmešaj ga. Pridi sem, prijatelj. Pravkar smo ujeli tega malega Taylorja. Je res majhen fant, ampak je popolnoma pogoltnil tisto majhno kovinsko vabo. Tukaj v plitvini jih je dobesedno cela jata, na stotine. Kar bomo naredili je, da bomo tega spustili nazaj. Tam je, poglej ga, čudovit mali Taylor. Lepo ga bomo izpustili nazaj. Evo, odplaval je. Ujeli smo nekaj lepih majhnih ribic na vodnem skuterju. Gremo naprej ob obali, fantje. Poglejmo, kaj še lahko ujamemo. Ja, prijatelji. Wow, res neverjetno, človek. Smo res tako blizu. Kaj? Ste videli, kako velika je bila tista skatka? To je bilo noro. To je noro. Pravkar sem opazil največjo skatko, kar sem jih kdaj videl v življenju. Ta stvar je res nora, stari. Poglej to, prihaja naravno sem. Poglej ga, je dobesedno širši od skuterja. Poglej to stvar, poglej jo. Širši je od vodnega skuterja. Mora biti širok vsaj 2 metra. To je noro. Tiste skate so res zelo strašljive. Žilo teh stvari je verjetno dolgo vsaj pol metra barv. Kot veste, pokojni veliki Steve Irwin, on je bil mojster za živali. Pravzaprav ga je ena od teh vzela in verjetno je bila približno take velikosti ali celo malo večja. Težko si je sploh predstavljati tako stvar. Počivaj v miru, legenda. Res sem ga imel rad. Ja, Froti.
Dejansko smo se zdaj prebili daleč ob obali in prišli smo do lepega modrega oceana. Znebili smo se vse tiste motne vode, polne usedlin. Froh je zdaj dobesedno zaspala kot top. Prej je bila čist divja, zdaj pa je popolnoma izčrpana. Kar bomo naredili je, da bomo raziskovali to čudovito, kristalno čisto vodo tukaj in še malo naprej ob obali. Tam je lep skalna trt, kjer bomo, upam, lahko skočili v vodo in preverili, če lahko kaj ulovimo za jesti. Trenutno se samo vozimo naokoli in se zabavamo, kaj ne? Mislim, da je Huki pravkar skočil na plažo. On bo dvignil dron in malo pogledal naokoli, da vidimo, kaj lahko najdemo, ampak pogoji tukaj so res nori. Tole je čist noro. Tu imam svojega 9 tednov starega mladička. Ima majhen klobuček. O, to je bilo pa res preveč prikupno. To je bilo zabavno. Ja, to je bilo zabavno. Ta kraj tukaj zgoraj je dejansko eno najboljših potapljaških mest in tam so res najbolj cool ribe. Tako da upam, držim pesti, da bo lepo in jasno, da se lahko potopimo in priskrbimo Frotiju kakšno lepo ribo. O moj bog. Prekleto te imam rad, Avstralija. Kaj pa ti, Froti? Fantje, trenutno izgubljamo pamet, pogoji so nori. Prav, fantje, zdaj smo prispeli do rta. Vidite, tukaj imamo kup skal in eno najlepših mest sploh. Frot, ona je dobesedno zaspala kot top. Torej, Huki bo ostal na vodnem skuterju s Frot, da preveri, če je z njo vse v redu. Jaz pa bom skočil v vodo in pogledal, kaj je tam spodaj, fantje. Na tem mestu nisem potapljal že celo večnost, ampak tukaj so na primer Dewey, Taylor, tukaj celo ujamejo španske skuše in podobne ribe ob tem rtu. Zdaj se oblačim v opremo, fantje, pripenjam si kolut na pas, prav tako pazim, da imam nož pri roki. Zdi se zelo motno in tam spodaj je malo strašljivo. To bo samo napolnilo skuter. Wow, res moram biti zelo previden. Ne vem točno, kaj bomo našli tam spodaj. Na tem mestu nisem potapljal že dolgo. Tukaj pa pogosto plava veliko morskih psov. Tudi veliko velikih morskih psov. Velike bele. Upam, da ne pridem v stik z enim od teh tipov. Ampak mislim, da bom v redu. Frot bi rad šel v vodo z mano, ampak bi bil približno tako uporaben kot Joške na bajku. Tok ti povem. Ni šans, da gre z mano v vodo, Frot. Moraš ostati na skuterju, vsem vam bom pokazal nekaj cool. Tukaj imam čisto novo puško, ki mi jo je poslal Rob Allen. To je pravzaprav Mahi Carbon Roller. Je samo 900, torej majhna puška, popolna bo za RT. Nima koluta ali česa podobnega, ampak imam pasni kolut. Tako da, če ustrelim kaj res velikega s to puško, jo lahko dejansko pritrdim na bok tukaj na ta kolut in potem upam, da se ne utopim. To je načrt napada v vsakem primeru. Poskusimo. Poglejmo, kaj je tam spodaj, draga. Gremo. No, dobro je vedeti, da so morski psi tukaj. Tam spodaj je trenutno res umazano, fantje, ampak pravkar sem ustrelil to čudovito, mehko kozjo ribo. Te stvari so dejansko ene najbolj okusnih stvari, ki jih lahko uloviš. Fantje na Havajih obožujejo te stvari. Torej, to je za enega izmed vas, fantje na Havajih. Samo majhna bela riba. Zelo, zelo okusno.
Ja, pridna si. Pravzaprav ji ni dovoljeno iti na ta otok tukaj, fantje, ker je to narodni park. Zato želim, da se navadi plavati z mano v vodi in podobno. Držimo jo na vodnem skuterju. Nekako sva jo naučila, kako opraviti potrebo na vodnem skuterju, kaj ne? Poskrbimo, da je ne peljemo na kopno. Pravkar sva imela epski potop, fantje. Ulovila sva nekaj lepih grebenskih rib. Tam spodaj je bilo res umazano. Malo me je bilo strah. Imeli smo nekaj morskih psov, kot ste videli, ampak uspelo nam je ujeti nekaj rib. Rad bi vam pokazal okolico. Tukaj imamo res najlepšo plažo. Neverjetno je, res. Hitro vam bomo pokazali, kaj smo ujeli s sulico. Imamo pravo pojedino. Obožujem to besedo, smorgasbord, ali kakorkoli se to že reče. Ne vem, nekaj takega. Vse te nore ribe, fantje. Hotel sem videti, če bi lahko našel kakšnega velikega džuja ali kaj podobnega, ampak voda je bila res motna in okoli je bilo nekaj morskih psov. Preprosto se nisem počutil ravno sproščeno. Zato sem loviti nekaj, recimo, lažje ulovljivih rib. Zato vam želim to razložiti. Imamo nekaj norih vrst. Najprej, fantje, imamo tole ribo tukaj. To je neka vrsta, skozi sem jo spustil, to je neka vrsta ribe kirurga, fantje. Ma vse te nore pike poseb. Zdaj, razlog, zakaj sem hotel ustreliti to ribo, je ta, da v Indoneziji, kot veste, če gledate kanal, jemo veliko rib kirurgov. In mislim, da te vrste v Avstraliji še nikoli nisem poskusil. Zato želim videti, kako se primerja s tistimi, ki jih dobimo v Indoneziji. Ta tukaj, fantje, je res prava prevara, stari. To je res nekaj posebenega. Res sem mislil, da je to črni bobnar, ki je kar v redu riba, ampak sem skoraj prepričan, da je to srebrni bobnar, ki je res zanič, stari. Mislim, da tega ne bi dal niti Frotiju, tako slabo je. Ne bom vam lagal, fantje, smrdi grozen. In ti dve ribi tukaj, fantje, sta najbolj ikonični ribi. To je tisto, čemur pravimo kozja riba ali rdeči cipel. Imajo te čudne brke tukaj, ki jih dejansko uporabljajo, da recimo zaznavajo vibracije in podobno. Morda so majhne, ampak so v resnici ena najboljših rib za jestu v oceanu. To je ikonični avstralski peščeni mol, fantje. Te so res ikonične. Enega od teh nisem jedel že leta in ta tukaj je prav lepo velik. So neverjetni. Pravzaprav mislim, da je to ena najboljših rib za jesti v oceanih. 100%. Trenutno imamo pravo morsko pojedino, prijatelji. Čisto sem navdušen. Vse naše ribe imamo tukaj. Skočili bomo na skuter in se odpeljali nazaj na celino, fantje, in se takoj lotili kuhanja. Si pripravljal, Froti? Gremo! Poglej to pokrajino zdaj. Wow! Poglej to vzdušje. Ta kraj je resnično raj. Ja, prijatelj! Včeraj je bil eden izmed najbolj norih dni doslej in zdaj smo se vrnili nazaj med mangrove. Froti je še vedno na velikem adrenalinskem valu. In danes bomo pripravili ribo, ki smo jo dejansko ujeli včeraj. Prav tako bomo videli, ali bo Frotiju všeč. Pravzaprav še nikoli v življenju ni jedel ribe. Prinesli smo tudi njen rešilni jopič, fantje, in videli bomo, kako plava med mangrovami. Zelo je navdušena. Tudi jaz sem zelo navdušen. Odpravili se bomo v grmovje, nabrali veliko drv in zakurili ogenj. Oink, malo je lačna in tečna, kot večina žensk. Gremo! Oj, tukaj, drva, poberi jih, odnesi jih k ognju. To bo popolno za ogenj. Gremo! Prav, gremo! Kje so tvoja drva? Moral si prinesti drva. Kje je tvoj kos? Vrzi to kar dol. Vse to bomo pobrali pod tem velikim drevesom tukaj. Frot, poglej, kot frizura zate. Ej, ne, to ni tvoja hrana, dej no. Ja, pejmo, pripravili bomo ogromno peč za Frotino prvo kuhanje ribe. Poskrbeti moramo, da je ogenj ne upeče. Tako, počakaj, ona ve. Evo ga. Nekaj tega je malo vlažnega, očitno pride z visoko plimo. In veliko vlage iz vode in podobnih stvari se dejansko zadrži v lesu. Poskrbeli bomo, da se bo posušil. Samo malo kisika bom spustil pod to, zdaj bomo začeli. V redu, pojdimo nabrati nekaj lesa z teh dreves tukaj. Ta les lahko uporabimo za kuhanje. Evo, imamo enega. Imamo kar precej rib, ki smo jih ujeli včeraj, zato potrebujemo dober ogenj. Zdaj se res dobro prijema, Frot se izmenjuje v ozadju, dobesedno me opeka. Okoli ognja bomo postavili te zelene kose lesa. To bo naša rešetka za ribe. Postavili bomo 4 take. Imam enega.
Tako bomo dali naše ribe naravno sem gor, poskrbimo, da bo spodaj veliko lesa in ribe bodo ležale naravnost tukaj zgonaj. Jaz in Frod sva bila spodaj ob vodi. Dobesedno je tekala skozi blato in pesek ter nabirala rake. Imamo to čudovito ribo whiting. S tem res ni treba ničesar početi. Verjetno bomo samo odstranili glavo, vrgal jo bomo v mangrove. Vsi raki in ostale živali jo bodo pojedli. Hitro bom odstranil še drobovino iz te ribe. Tega nočemo imeti. Tukaj jih malo speremo. Ta je pripravljen. Enako bomo naredili s to trljo. S tem bomo naredili naslednje. To je očitno kirurg. Samo velik kos hočemo odrezati. Pejdi stran, Frod. Smrdijo grozno te ribe. Dobesedno jedo morske alge in mislim, da zato marsikoga odbijajo. Hitro jih bomo sprali. Od vsake ribe, ki smo jo ujeli, smo dobili dobesedno kos mesa. Ribe bom dal naravnost na to rešetko, človek. To je neverjetno. Tam se bo počasi peklo. Človek, poglej, kako vročina prihaja ven. To je popolno. Verjetno se peče že dobrih 10 minut. Vidite, da se počasi lepo rjavi. Pravkar smo spustili rešetko nižje, da se lepo zapeče še zunaj. Vidite, poglejte to. Skoraj je že pečena. Hitro jo obrnemo. Vsako posebej. To je vroče. To je skoraj končano. Si pripravljen? Dobesedno je čisto navdušena zdajle. Zgleda neverjetno. Ampak lepo zapečena zunaj, dali bomo še 1 minuto in jo bomo vzeli dol. Rešetka se je dobro obdržala, fanti imajo vedno radi dobro rešetko, saj veste, vzeli jo bomo dol in postregli prijato. Dobesedno razpada. Vroča je, ampak smo pripravljeni, da gremo k ognju. Gremo, Frod. Poskušam jo odložiti, ampak Frod je preveč navdušen. Dej, umakni se. Dal ti bom neki, ampak prid na to stran. Imamo 3 različne barve. Imamo šnjurja, ki je seveda bele barve, imamo trljo, ki je rdeča in imamo ribokirurg, ki je črna. To je trlja. Poglejmo meso. Zgleda kar dober. Prid sem. Ne smeš. Dobesedno žre to preklemano lusko. Pojej tole. Kako je to? Zgleda dobro. V redu. Poglej meso tam. Zgleda kar dobro. Lepo in belo. Ne, to je zadnje, kar pojemo. Ne. V redu. Kožjo ribo bi verjetno ocenil s trdno 7 od 10. Je v redu. Frod jo ima res rad. Mislim, da je vse všeč. Ni veliko mesa in je precej kostnata. Zato ji damo ceno 7 od 10. Pojdimo na črno. To je tale tukaj. Riba kirurg. Teh imamo v Indoneziji veliko. Poskusimo še to. Frod res nima nobenih maner. Dobesedno si vzame največji kos mesa. V redu, poskusi hiter, majhen ugriz. Dobro, ni dovolj zanjo, človek. Dobesedno izgublja razum. Prav, dajmo ji še en kos. Fantje, meni to res ni všeč. Mislim, da so tisti, ki jih dobimo v Indoneziji, malo boljši. Ima malo ribji okus. Nisem ravno navdušen nad njim. Sem ga kar vrgal stran. Tega bom ocenil s trdno 5 od 10. Zelo povprečno je. Prav, zdaj smo pri tejle ribici, whiting. Ste pripravljeni na to? Obljubim, da bom vzel lep kos. To morate videti. Poglejte, meso dobesedno žari belo. Tukaj boste dobili košček. Lahko rečem, da ima rada ribe. To je to, mislim. Prav, poglejte meso tukaj. Žari belo. Poskusimo. Gospa, to je res tisto, Rob. Ta whiting je daleč najboljši, kaj ne? Bog, to je tok dober človek. Ostane samo še ena stvar. In to je, da peljemo Frod na plavanje, da jo očistimo. Si pripravljen? Si že pojedel kosilo? Zdaj, čas je za plavanje. Gremo, prav? Pridi, mali Joss. Pojdi, pridna punca, pridna punca, pridna punca. Želiš priti nazaj? Prav. To je to za še eno avanturo. Če želite videti več videov, imamo tukaj še veliko hudih. Ne pozabite všečkati in se naročiti. Se vidimo naslednji teden. Reci adijo, Frod.